Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo govorili o resni temi, namreč v zadnjem času se dviguje veliko prahu, ko se dogajajo takšne in drugačne obtožnice gospodarstvenikov, politikov in nasplošno ljudi z velikim imenom v Sloveniji. Potem med ljudstvom vlada eno splošno zadovoljstvo, dokler se v nekje 85% primerov na sojenju ne zgodi, da te obtožnice padejo. Vsi že laiki si lahko mislimo, da je v bistvu to predvsem zaradi izjemno sposobnih odvetnikov. In zakaj je temu tako, sem se odločil preveriti pri eni največjih avtoritet na področju prava, in sicer je to doktor prava, doktor Pelegrin, v katerega pisarni biroju sem zdaj. Doktor Pelegrin, dober dan. Ja, dober dan. Lepo, da ste si vzeli čas, torej problematiko poznate. Ja, zdaj v tem trenutku, recimo, ko sem še pod stisom izjave enega od tožilcev, da je trenutno pač naša zakonodaja takšna, da več vkradeš, boljše skozi prideš, mi je zelo težko o pravu v naši državi govoriti. Seveda tudi vi, bom rekel, pravni laik, vidite, da obsodbe ene za drugo padajo, čeprav mi vsi vemo, da niso zapadati, ampak gre za sposobnost advokatov oziroma nesposobnost sodišča. To je, bom rekel, v skladu z trenutnim stanjem naše države, in to je res žalostno, ker če nimaš pravnega reda porihtana, pol je to res zaskrbljujoče. Tam pač nekaj primer bom navrgel, da boste lažje razumeli. Časi so taki, denarja ni, kriza je. In 10 ljudi se v enem mestu, recimo to, da je drugo največje mesto v Sloveniji, ali pa tudi ne, odloči, da več ne bojo tega trpeli, da bojo vzeli tistim, ko imajo, in pa se odločijo, da bojo ropali vse po vrsti, stanovanja, hiše, ono sem pa tja, da pridejo do denarja, seveda jih dobijo, policijo še imamo koliko toliko na mesto, ko ne štrajkajo, potem so tu seveda obsodbe za rop, za nasilje, ono dobijo 10 let, če imajo dobre advokate 6, oni so navadni državljani, brez denarja, po domače tu se ne izvadijo. Imamo pa primer drugi v tem mestu, recimo, ko si nekdo na lep način pač zamisli rop, postavi določene skulpture oziroma blagajne, bom rekel, ob cesti, in na koncu koncev maha z obsodbo, ko je bil oproščen in se mu nič ne zgodi. Če pa bi ta stvar šla skozi, pa recimo, da 3/4 prebivalcev drugega največjega mesta v Mariboru ne bi imelo niti za položnice več. To je mogoče en tak banalen primer, pa drugi, recimo Joža iz Pohorja nabira 3 dni borovnice, je brez denarja, njegova žena ne dela, 2 otroka ima in se odloči to pred trgovino v Hočah recimo prodati. Seveda takoj pride inšpektor, ker imamo zelo vestne državljane, ki ga bojo prijavili, da ne izdaja računa. Zasežejo mu borovnice, ki jih je 40 nabiro, dajo mu 4.000 evrov kazni, potem mu vse zasežejo, ker 4.000 evrov nima. Na drugi strani nekdo v državni upravi, recimo minister, dolga leta krade jušne kocke in paštete, ne proizvaja, dela si zalogo praktično, je lopov hodovače, ko ga dobijo, reče, da je kleptoman, da je bolan in nikome nič, malo ga nazadujejo, ampak on je še vedno na ministrstvu. Lahko rečeš mestnemu redarju danes, ko si razkurjen, ko ti jemlje tisto, kaj še kome imaš, da je butl, to ni prav, mestni redar te ovadi. Ti probaš nekako, ampak sodnik je tu trden, ker je to uradna oseba, ti si kriv, ti si prasec, dobiš 2 leti pogojno, če imaš srečo, plačaš 1000, 1500, 2000 evrov stroškov. Na drugi strani nekdo reče, ki pač ima pravega fotra policajem, da so butli, maha s tem, kaj njegov foter dela, mu samo rečejo ti pa dobi 125 evrov JRM-ja za plačati, ker plača v 8 dneh. Ali pa že moče en taki primer, imamo SP, samozaposlen, garaž od zore do mraka. Danes je vse tako nastavljeno, da če lahko greš še na morje, je to na smučanje, več ne moreš iti, če ne kradeš. Delaš tudi za veliko podjetje in izdaš v enem letu 2 računa po 5000 evrov neto plus DDV. Oni teh računov ne plačajo, navadno velike firme. Tako delajo, ampak ti vseeno moraš v naši državi odvesti DDV. DDV-ja je 2200 evrov ne moreš, ker ti oni niti glavnice niso plačali. Seveda sledijo opomini z davčne, na koncu izvržba, dajo ti na dražbo avto, stari, ki nič ni vreden, zasežejo ti še stanovanje, ker je z obrestmi to naraslo na 5, žena te pusti, froci pluvajo za tabo. Na drugi strani imamo tajkune, ki so vkradli milijarde in se smejijo, navadno imajo vsi bolezni srca in ožilja, akutni kašelj, izgubo spomina, ful jim je žal, pa v glavnem imajo malo preveč kilogramov. Ampak hočem reči, da pravni sistem ne deluje. Ne? Hvala lepa, doktor Pelegrin, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.